ljudje ne bi pomislili tega, ljudje vejo, oziroma si lahko mislijo, da če krepijo dušno frekvenco z meditacijami in tako dalje, da je dušna frekvenca močna. Absolutno. Nihče pa nikoli ne pomisli, da bi krepil telo zato, da bi bila duša močna. Ja, ampak za močno dušo ne rabiš krepitev telesa. Ni čisto res, ok? Ti, če gre se za energijo, močno telo, stoično telo, pokončno telo, trdno telo, oddaja eno zelo posebno energijo. Se strinjate, ljudje, ki so ponosni, ki so močni, ki so postavljeni, taka drža telesa, tak stav telesa, zadnji seveda vpliva tudi na energijo duše. Saj poznate ljudi, ki skoraj takole zlezejo vase? Kakšno energijo imajo ti ljudje? Ki so takole? A ne? Aha, ja. Ja. Ej, kaj pa ti, a boš ti kaj? Aha, ja, bom, ja. Ne, nisem, ne. A poznaš take ljudi? A pa če nekdo pride pa reče, hej, čao, veš, kaj bomo zdaj naredili? A veš, to je čisto druga energija, ne? In to energija tega, ker telo tudi ima energijo, ok, nosijo kosti. V telesu to nosijo kosti. Zato ima toliko ljudi težave s hrbtenicami pa sklepi. Zato, ker nimajo te energije, vladarske energije, leadership energije. Zato ima toliko ljudi težave s hrbtenicami pa sklepi. In ogromno ljudi ima težave z hrbtenicami pa sklepi, a ne? Odkot prihajaš kot duša? Kakšna je tvoja civilizacija? Kakšna bitja so tam? Kdo je tvoj vodnik? Kakšna je njegova zgodba? Zakaj si prišla ravno na Zemljo? A te kdaj to zanimalo? Zakaj so tisti ljudje v tvojem življenju ravno ti ljudje? Zakaj so te sorodne duše v tvojem življenju? Kakšne dušne pogodbe imaš z njimi in kaj ti povejo? Zakaj je bila Zemlja tako zelo posebna, da je tvoja duša rekla, sem grem in kaj lahko na njej dosežem? A so te kdaj zanimala ta vprašanja o sebi? Jaz mislim, da bi vsak človek mogel v življenju enkrat raziskati sebe in svojo dušo. Ker navsezadnje je to tvoj neuničljiv del, tvoj večni del, katerega boš tudi enkrat, ko se ta inkarnacija konča, imela zavedno. In zato je prav, da ga poznaš. Ker če hočeš nekaj za svoje življenje, če hočeš, da ti je nekaj dobro, pa da ti je nekaj pozitivnega, verjemi, duša ima te odgovore. Če te to zanima in če si pripravljen končno raziskati sebe in svojo dušo, naj te opozorim na tečaj, ki odgovarja na vse to, kar sem zdaj povedala. In vsi tisti, ki so bližje na takem tečaju, so rekli, da imajo zdaj čisto drugačen odnos do sebe, do svojih angelov, do svojih vodnikov in da končno so tudi do sebe veliko bolj prijazni in spoštljivi. In če to potrebuješ tudi ti, potem te vabim, da si naklikaš povezavo.